Pozdravljeni! Iz Južne Amerike smo se že preselili na arabski polotok. Začenja se finale sezone 2021 in danes je na vrsti uvodni prispevek k veliki nagradi Katarja, kjer si bomo, kot običajno, še preden se aktivnosti na progi začnejo, pogledali vse tiste zanimivosti, ki jih v resnici moramo vedeti. Tokratni prispevek bo malce drugačen, na veselje vseh onih, ki ne vidijo smisla v tistem začetnem delu, kjer se malce spominjamo preteklosti. Namreč tu, na veliki nagradi Katarja, Formula 1 še ni bila. Zato nimamo nobene dirke, na katero bi se lahko ozrli. Ampak proga v Losail je znana. Namreč od leta 2004 se tukaj prirejajo dirke za svetovno prvenstvo motociklizma. In tu smo videli kar nekaj zanimivih dirk. Lani je dirka odpadla, samo v razredu MotoGP, a letos smo na primer videli dve dirki, veliko nagrado Katarja ter veliko nagrado Dohe. A to kot zanimivost. Proga, kot ste verjetno že sami razumeli, je narejena za motocikliste, zato bodo lahko imeli vozniki Formule 1 tukajšnje težave. A največja značilnost te proge so reflektorji. Namreč že v MotoGP-ju tu spremljamo tako imenovano nočno dirko. In zanimiv posnetek je, kako se sploh preizkuša vso to infrastrukturo, če vsi reflektorji delajo, in seveda, kako se lahko prižgejo. A ker smo govorili o progi namenjeni motociklizmu in ne toliko avtomobilizmu, se moramo zavedati določenih lastnosti. Prvič, betonske oziroma asfaltne izletne cone. Peščene pasti so postavljene bolj v zunanjost, tam proti zaščitni ograji. Treba je poudariti še nekaj. Doha, Katar, puščava. Kolikor vidimo nekaj, kar je podobno travi, isto zagotovo trava ni. Oziroma gre za sintetično travo, ki je pritrjena na betonsko podlago. Tudi ta je prisotna na progi, kjer bomo pa videli kar nekaj tistih visokih rumenih dodatnih ovinkov. Proga ima 16 ovinkov. In ker ima toliko izletnih con, bodo gledali na raznih ovinkih, kje bo kdo šel ven. Za enkrat po znanih podatkih bodo to gledali na 12., 13., 14. in 16. ovinku. Druga značilnost te proge moramo omeniti samo eno dolgo ravnino, kjer bomo imeli eno območje DRS-a. A to, da imamo izjemno dolgo območje DRS-a, je po svoje dobro. A že dejstvo, da je samo eno v celem krogu, avtomatsko pomeni, da bodo imeli vozniki na voljo manj priložnosti. Če imamo eno območje DRS-a v 57 krogih, je poizkusov prehitevanja v bistvu manj kot na veliki nagradi Sao Paula, kjer smo imeli dve območji DRS-a v 71 krogih. Kolikor malce zaokrožimo, je bilo v Sao Paulu skoraj 3-krat več priložnosti, da so vozniki uporabljali DRS. A tu v primerjavi s tistim, kar smo gledali na MotoGP-ju,
bomo videli spremembo. Vhod v bokse. Ta je sedaj po novem med 15. in 16. ovinkom, ter ni več na tisti dolgi štartno-ciljni ravnini. In tudi tu bomo morali biti pozorni na čase, ki jih bodo dosegli bolidi Formule 1 na krog. Sicer MotoGP in Formula 1 nista primerljivi kategoriji, ampak rekorden čas, ki ga je dosegel Bagnaia letos z Ducatijem, je bil minuta 54 sekund ter 491 tisočin. Leta 2009 s bolidom GP2 je Aragon postavil čas minute 38 ter 699. Mislim, da ni težko napovedati, da bodo tu bolidi Formule 1 lahko dosegli več kot pol minute boljši čas na krog. Seveda, o tem bomo razglabljali, ko bomo lahko videli že prve koristne podatke. Spustimo se kot običajno na tisto tabelo Pirellija, ker bomo skušali razbrati marsikatero podrobnost. In tu vidimo, da so pripeljali tisti najtrši izbor C1, C2 in C3. Ampak, kolikor pogledamo na karakteristike proge, bomo kaj hitro ugotovili, da so prvič vrednosti visoke in drugič izjemno podobne tistim, ki smo jih videli veliki nagradi Velike Britanije v Silverstone. S tem, da je treba dodati, da so tu v Katarju nekatere vrednosti malce višje. In tu bomo lahko spremljali bolide, ki bodo imeli aerodinamično podobo in nastavitve z visokim aerodinamičnim oprijemom, kar bo po svojem imelo izjemno močan učinek na same pnevmatike in govorim o pregrevanju. A pozabiti ne smemo tudi na dva izjemno pomembna zunanja faktorja. Prvič, na grobost samega asfalta. In tu na fotografiji lahko razberemo, kako groba je asfaltna površina. Spominski USB ključ je tam pravzaprav zato, da mi, gledalci, dobimo občutek, kako grob asfalt je. Smemo pozabiti še na nekaj. Na lokacijo. Smo sredi puščave. In ker je tu obilica peska, hočeš nočeš, ga veter stalno prinaša na asfaltno površino. In zato se organizatorji redno trudijo, da bi ga odpihnili proč. Ampak proga še zdaleč ne bo tako čista, kot je na marsikaterem drugem prizorišču. Torej, videli smo, da prav imamo najtrši izbor pnevmatik, prvič zaradi lastnosti proge, grobosti asfalta in zunanjega nanosa peska, tako tu pričakujemo izjemno visoko število postankov. Sedaj, še preden se bodo aktivnosti na progi začele, bi si lahko predstavljali 3 postanke na sami veliki nagradi, a videli bomo v nadaljevanju. Poleg tega ne smemo pozabiti na vremensko napoved. Eni strani dokaj enostavna. Namreč v petek, soboto in nedeljo je napovedano sončno vreme. Videli smo tudi tu, da zna deževati, ampak tokrat takih napovedi ni. Problem je nekje drugje. Na začetku prispevka sem omenil, da bo šlo za nočno dirko pod lučmi reflektorjev. Drugi prosti trening in dirka bosta začela 15 minut po sončnem zahodu. Zato tu ne smemo gledati na najvišjo temperaturo, ampak na najnižjo dnevno temperaturo zraka. Ta se bo gibala med 30 in 23 stopinjami. A
pozabiti ne smemo tudi na dejstvo, da se nahajamo v bližini morja, kar v večernih urah pomeni vetrovno vreme. In tu je veter napovedan v petek, soboto in nedeljo, s to pripombo, da se bo smer vetra spreminjala. In seveda skupaj bomo videli, kako in če bo ta veter sploh motil voznike Formule 1. Kar se tiče tega kratkega uvoda k veliki nagradi Katarja, je to vse. V naslednjih dneh bom seveda objavil tiste običajne prispevke pred kvalifikacijami, zadnji briefing in po sami dirki običajni komentar. V normalnih urnikih, kot smo navajeni nanje. Le prispevek pred kvalifikacijami bo mogoče objavljen s kako uro zamude. Upam, da boste razumeli. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.